Spoštovane gledalke in gledalci, lep pozdrav in dobrodošli v oddaji Detektor. Z nami je Brane Breznikar, doktor medicine, kirurg in vrhunski športnik. Lep pozdrav tudi našemu gostu. Pozdravljeni. Brane Breznikar je Korošec, Ravnčan, srednjo šolo je končal na gimnaziji Ravne, se vpisal tudi in uspešno končal medicinsko fakulteto v Ljubljani. Poklicna kariera Brane Breznikarja je izjemna, lahko rečemo tudi vrhunska. Bil je zaposlen v bolnišnici Slovenj Gradec in bolnišnici Celje, kjer je opravljal delo splošnega kirurga, njegova specializacija pa so bariatrični kirurški posegi, s katerimi se omogoča odpravljanje debelosti. Brane Breznikar je dobitnik nagrade Zdravniške zbornice za kakovost v zdravstvu na področju abdominalne kirurgije. Poleg tega je potrebno poudariti, da je tudi zaprisežen športnik. Je zmagovalec različnih triatlonov in večkratni udeleženec najtežje triatlonske preizkušnje na svetu, havajskem Ironmanu. Bil je in je še vedno vrhunski plavalec, tekač in kolesar, tako da je logična posledica, da je vse svoje izjemne športne dejavnosti združil v triatlon, kjer dosega vrhunske in odmevne rezultate. Pa, če pričnemo z najinem pogovoru, bi vas uvodoma vprašal, ste zdravnik, kar ni samo poklic, ampak tudi poslanstvo. Torej, kako je danes, ko se vse meri v denarju, skratka z materialnimi dobrinami, in ko se tudi hierarhija vrednot na nek način klasificira skozi ta, bi rekel, materialni vidik, koliko je še v tem primeru lahko aktualna ta Hipokratova prisega, s katero se soočite vsi zdravniki? Pa bi morda tule malo pokomentiral. Ja, pravi zdravnik je še vedno zaprisežen, kot si je to zamislil Hipokrat. Ko se človek odloči za medicino, se odloči, da bo nekomu pomagal, in to postane način življenja, ker pomagaš kadarkoli, ne glede na delovni čas, pripravljen si od sebe dati vse tisto, kar je možno, vso svoje znanje, vso svojo energijo, posvetiš se temu poklicu in ne da se pravzaprav samo delno živeti z medicino. Tako da je kar zelo prisotna ta Hipokratova prisega še danes, čeprav to ni videti, in ravno zaradi tega denarja in zapletov okrog raznih škandalov se zdi, kot da smo zdravniki manj zapriseženi tej Hipokratovi prisegi. Ste omenili v zadnjem obdobju v slovenskem zdravstvu nanizanih kar nekaj teh afer, pa v bistvu stvari, ki na nek način tudi to poslanstvo zdravnikov pa tega osebja, ki ste vpeti predvsem v smer, da želite svoje paciente spraviti na neki višji nivo z svojim znanjem. Sočasno pa seveda, veliko čudežev v zdravstvu se ne da delati. In zasledil sem pred časom, da ste kritično izpostavili, da je v bistvu nedopustno, da se vsak zaplet v zdravstvu želi predstaviti v javnosti, kot da je to šlo za malomarnost zdravnika ali kakorkoli, pa bi morda tudi. Ja, na Zahodu je to ratala prava tržna niša. Na Zahodu so reagirali, pri nas pa še človeka nimamo zavarovanega, niti toliko neko avto. Pri avto je razni kasko, pa toča, pa ne vem, vse sorte stvari možno še dodatno zavarovati. Pri nas pa ene komplikacije pri bolniku ne moreš zavarovati, in s tem sta prizadeta in pacient in zdravnik. Pacient se bo trudil dokazati preko svojega seveda odvetnika, ki pa res gleda sam na zaslužek, da je šlo za napako, ne pa za komplikacijo, in komplikacije se ne da zavarovati, napako pa vendarle lahko iztoži, in
zaradi tega je zdaj veliko teh raznih poskusov vsako najmanjša stvar obrniti kar v napako. Pa vse ni napaka, ne? Komplikacije se dogajajo, vsi grešimo, za vsako komplikacijo nam je žal tudi za napako, saj napako tudi naredimo. Samo ne naredimo je nalašč, praviloma ne nalašč in ne iz malomarnosti. Ni toliko malomarnosti, kot se o tem govori. Vse pa seveda, kot sem že rekel, pravnih razlogov in zaradi dobičkonosnosti danes to poskuša tako prikazovati. Ja, kot rečeno, medicina vse mogoča ni in čas se tudi od zdravnikov pričakuje čudeže in seveda teh se enostavno ne da delati, bi rekel. Ampak, če midva zdaj gremo naprej malo, potem na vaši spletni strani sem zasledil, da se vi ukvarjate z bariatrično kirurgijo, skratka, to je vaša specialnost, s katero se zdaj nazadnje ukvarjate, skratka, tu gre za v bistvu del, ki je povezan z debelostjo. Nekateri pravijo, da je debelost bolezen modernega obdobja in kako vi opredeljujete debelost, zdaj, če tako vzamem, enkrat po tej strokovni medicinski plati, pa tudi seveda kot športnik, ker mislim, da tudi šport na nek način je eden izmed tistih činiteljev, ki vpliva na našo podobo, če se tako izrazim. Zdaj, ko govorimo o debelosti, torej o tisti debelosti, s katero se kirurgija ukvarja, moramo govoriti o bolezenski debelosti. To je tam, kjer je indeks telesne mase čez 40. To je, ne vem, če naprimer rečem, če je človek velik 170, pa ima tam približno med 115-120 kilogrami, to je tu nekje, ker indeks telesne mase se meri v kilogramih na kvadrat višine. No, poleg tega seveda se operirajo bolniki, ki imajo spremljevalne bolezni, pa je indeks nižji, 35. No, v zadnjem času, pred nekaj leti, pa so smernice se spremenile tako, da sladkorne bolnike operiramo že pri indeksu 30, ker ugotovili so, statistika je pokazala to navdušujočo dejstvo, da že naslednji dan, če ni predolga doba, ko je imel bolnik sladkorno, že naslednji dan sladkorne bolezni ni več, že naslednji dan po operaciji. To spada v kirurgijo debelosti. Vse, kar je manj, seveda so pa druge metode, ki pri bolezenski debelosti pač niso uspešne. Skratka, če tule povzamem zdaj to, kar ste rekel, skratka, ti posegi, ali pa bom drugače vprašal, se postavimo v vlogo nekoga, ki pač čuti, da je njegova debelost pretirana, potem pa si želi tole odpraviti, ali v bistvu je pravi naslov, da se oglasi na vas, pa da ga vi podučite tudi že v samem načinu življenja, potem pa v naslednjem koraku tudi naredite kirurški poseg, ali kakšna je ta pot, no, če bi tako vzel zdaj? Mi sprejmemo vsakega. Ko ga pregledamo, ugotovimo, a je kandidat za nas ali ne. To mu pojasnimo in ga usmerimo. Mogoče bo rabo samo kak tečaj hujšanja, mogoče bo rabo operacijo. Naredimo ustrezne preiskave in se potem po teh ravnamo. To pomeni, da če nekdo pride do vas, ga pregledate, potem tudi spremljate to njegovo, bi rekel, pot, če mu date na svet nekega hujšanja ali karkoli, ali... No, če ne spada v kirurški del terapije, potem ga preusmerimo k drugim. Danes imamo v Sindi programu krasne delavnice hujšanja in potem ga oni naprej spremljajo. Če pa gre za kirurškega bolnika, pa ga mi spremljamo skozi. Tudi po operaciji do konca. No, če zdaj takole rečem, vi naredite kirurški poseg, potem pa seveda dosežete tisti osnovni namen, ampak
potem je tisti, ki je bil deležen vaše storitve, vašega posega, podvržen tudi, treba tudi spremeniti način življenja, ker verjetno sam poseg ni zadostno, ampak je potem tudi ta nadaljevanje zelo pomembno, da se stvari, rekel, tudi na dolgi rok izkažejo kot dobre. Procedura pred morebitno operacijo je kar zahtevna. To ni enostavno tako, da izpolnjuješ neke pogoje, pa se prijaviš, pa si operiran. Prej moramo doreči nekatere stvari. Ravno to tudi, da bo spremenil način življenja. Ker če ne bo on pomagal po operaciji z svojim drugačnim načinom življenja, so rezultati slabši. Ta operativa je malo drugačna, kot je operativa običajno. Na primer, slepič, ko ga damo stran, ga ni in to je samo problem operaterja pravzaprav. Tu je pa pri nekaterih vrstah operacije 50% odvisno od samega bolnika in 50% od storitve, torej operacije. No, kot rečeno, sam način življenja, potem kot čisto iz vsakodnevne prakse poznamo tudi primere, ko se nekdo odloči, da bo znižal svojo telesno težo, potem pa to tudi doseže, ampak kar ne malo primerov je, ki jim potem ta teža se kar hitro vrne ali pa celo še poveča od prejšnje. No, pri bolezenski debelosti je bolj kruto kot pri malo povečani telesni teži. Namreč pri bolezenski debelosti, ko se človek neha izjemno prizadevati, center za sitost ne sprejema signalov iz želodca, da je hrane dovolj in ko se pacient neha zelo prizadevati za to, da bi znižal telesno težo, se pravi strogo se držati neke diete, začne telesna teža spet naraščati. To je multicentrična študija, delali so jo po celem svetu, spremljali so 13 let bolnike in samo dobri 4% so bili uspešni. Shujša vsak, ampak zredi se pol praviloma vsak tudi nazaj. Vaši dosežki bariatrične ekipe so vtkani v 12 let izkušenj, nekje sem prebral, to je že kar neko obdobje. Pa kako bi lahko vi zdaj opisali vse te izkušnje, pričetke, potem pa rast teh vaših spoznanj in kaj je vas zdaj v bistvu ta zgodovina naučila, če se tako izrazim? No, pot je bila kar težka, zato ker nismo imeli v Sloveniji koga, se bi na njega naslonili. Nam so omogočili šolanje v tujini, potem smo pa začeli delati pri nas z cmokom v grlu, ker če se karkoli naredi, sem lahko sam iz svojega žepa dal denar, da pošljem bolnika k mojemu učitelju, recimo v Halajn, učitelju sem imel več. Pa skozi biti v nekakšni pripravljenosti, popravljati nekaj, kar se zakomplicira, to je bilo kar težko. Tisto prvo obdobje nam ni bilo enostavno, ko bi imeli vsaj nekje v Sloveniji, v kliničnem centru, neke strokovnjake, na katere se bi lahko naslonili, ampak tudi oni niso še takrat delali bariatrične kirurgije. No, potem se je pa stvar dobro razvijala. No, mi smo kmalu pridobili Evropski certifikat centra odličnosti, na katerega smo zelo ponosni. To nam je potrdilo, da delamo v pravi smeri. In število operiranih se je večalo, tako da zdaj že imamo približno 1600 operiranih z celo malenkost boljšimi rezultati, kot so v povprečju mednarodni in tudi nekaj manj komplikacij, ki so v povprečju. Najbolj ponosni smo pa na to, da, kakor veste, pri vsaki operativi je tudi katastrofa lahko, tudi umrejo ljudje. In mi smo zračunali nekje, da nam bi lahko okrog 23 ljudi umrlo, nam pa niti eden še ni.
No, naj povem še to smrtnost, takrat, ko smo začeli, je bila 1,5% do 1,5. Zdaj je še 0,1 do 0,4, no, in če smo po letih to približno začeli, prije nekaj takega. Predvsem tiste zgodne perioperativne, torej v enem mesecu najhujše komplikacije, pač hvala Bogu nismo imeli zaenkrat. Tule, kar ste zdaj omenil, a to pomeni, da so nekateri, ki se odločijo za poseg, bolj rizični, že vnaprej poznate, da bo poseg zahtevnejši ali mislim... Tudi to je res. Ja. Bolj ko je rizičen, večja, ko je enota, ki to dela, različni pacienti prihajajo, tudi seveda zelo težki. Čeprav moram reči, mi smo operirali kar, ne vem, okrog 20 ljudi čez 200 kg, 228 je najtežji z pridruženimi spremljevalnimi bolezni. Mi sicer poskušamo pred operacijo znižati telesno težo, da je pol moč operirati v bolj varnem, ampak včasih to preprosto ne gre in ko si prisiljen nekaj narediti, ker veš, da bo drugače pacient umrl, debelost namreč je direktno smrtonosna, sama debelost sicer prinaša bolezni, bolezenska debelost pa direktno ubija. No, včasih smo prisiljeni narediti nekaj tudi ne v ravno optimalnih razmerah. Veliki centri pa seveda še težje paciente delajo in tudi tu je moč pričakovati pol več komplikacij. Morda še čisto tako vprašanje, je potrebno za te posege neka specialna oprema? Ja, zato pravzaprav obstajajo posebni pripomočki, ki pa niso dosti drugačni in ni problem v nabavi tega. Pač stvari so prilagojene dimenzijam, bom rekel drugače, pa kar se kamer tiče in osnovnega inštrumentarija je enako kot pri drugih operacijah. Skratka, tu je predvsem pomembno znanje osebja. Ja, utečenost osebja, sigurno. Ja. Tako. Morda še eno vprašanje, ki se tu navizuje zdaj, seveda debelost, pač me zanima tudi, kakšno je to razmerje pri teh posegih, pa tisti, ki iščejo pri vas pomoč po spolih, ker znano je, da ženske težijo bolj k tem, da želijo biti, bi rekel, z lepšo ali pa boljšo postavo, ali je tudi tu posebej ta estetski vidik ali je samo zdravstveni? Ja, mislim, čeprav je res to, kar pravite, ampak mislim, da se ženske ne zaradi lepote toliko odločajo za ta poseg, ampak so bolj skrbne. Moški smo kar malo bolj šlampasti. In tako je po celem svetu. 80% je operiranih žensk. Na svojo samopodobo je pa res, da več dajo tudi, predvsem pa so bolj skrbne. Ker v prvi vrsti gre za zdravje. Na vaši spletni strani nekje sem zasledil dejansko neverjetne učinke. Prej ste že omenil, da je takoj po posegu pri sladkornih bolnikih zaznati pad tega, ozdravitev oziroma skratka. Potem navajate tudi zvišan krvni tlak, potem holesterol, osteoporoza, pa ne vem, skratka, to spremljate, to imate neko statistiko, tu je podkrepljeno skratka. No, center odličnosti zahteva 70% spremljanje doživljenjsko, sicer nimaš pogojev za biti center odličnosti. In seveda vsi ti parametri se morajo spremljati, kako se pacient popravlja po operaciji sladkornega bolnika, še posebej, če je kratko bil prej sladkorni bolnik, tja do 5 let nekje so izjemni rezultati. Tudi naslednji dan že ni več sladkorni bolnik, si ne daje več inzulina, ne jemlje več tablet. To je res stvar, ki je treba bolj odkriti v naše podzavesti, skratka, kaj pomeni biti preobilen, predebel, skratka, z odvečnimi kilogrami, ki jih vi
na nek način z svojimi posegi poskušate spraviti v nek red, v neke normalne parametre. Zdaj, seveda, tule, ko zaznaš tiste vaše dosežke, ki jih navajate, reče, da nekdo po prvem tem bariatričnem operacijskem posegu shujša tudi do 35 kg ali karkoli. To so, neki podatki, ki prisunejo, ki jih moraš dvakrat prebrati. A si prav prebral, je to dejansko drži to? Predvsem pa traja to, ne? Operacija je edina, ki dolgoročno jamči nek rezultat. V povprečju namreč 80% odvečne telesne teže, pač odvisno od operacije, ene več, ene manj, lahko reduciramo in to dolgoročno. Medtem ko žal diete ne, shujša vsak, ampak se 96% skoraj izredi nazaj. Tudi tu starostne omejitve ni, skratka, od najmlajših pa tja do poznih let, skratka. Pravzaprav ni prepovedano in tudi vse to delajo. Operirajo mlajše od 10 let in starejše od 65 oziroma 60. Priporočena doba je pa tam od 18 do 60. Moraš imeti pa močen razlog, da operiraš tudi starejšega, ali pa mi niti poskušali nismo mlajše operirati, ker pri nas pravega razumevanja še za odrasle ni, tu še nismo čisto nekje v enem povprečju svetovnem, tu smo na repu v razmišljanju in v številu operiranih. Ali gre pri tem bariatričnem zdravljenju zgolj za samoplačniške, koliko je se to odziva tudi zdravstvena zavarovalnica? Skratka, če se nekdo odloči za samoplačniško, pa vas pokliče, je pač verjetno ta zadeva relativno draga, ne? To je draga operacija, med 6 in 8 tisoč evri. No, ampak zavarovalnica na leto prizna 150 operacij in temu primerna je tudi čakalna doba, ki je pa skoraj 2 leti. Mi bi jih lahko naredili bistveno več. Seveda je pa veliko ljudi, ki čaka na to operacijo in veliko je zanimanje in pač enostavno ne gre, zato je taka dolga čakalna doba. In s tem tudi nekaj, ampak res nekaj na prste ene roke, mogoče kakiro več bi lahko prištel, da na leto naredimo samoplačniško. Samo, a ni tu svojevrsten paradoks? Imate certifikat odličnosti, s katerim dokazujete, bi rekel, vse te dosežke na osnovi tega posega. Sočasno bi pričakoval, da bo zavarovalnica se bolj odzivala, razpisala več, ker posledično v zdravi tudi tisti zmanjša stroške pri teh sladkornih obolenjih, pa tudi ostalih, da jih ne naštevam. Kljub temu, da so statistike znane in da se ve, da v 2 letih je operacija poplačana v povprečju, tudi pri tistih, ki nimajo spremljevalnih bolezni. V 2 letih se operacija splača, kljub temu ni. Zavarovalnica ne odobri več kot 150. Nam v kliničnem centru še nekaj naredijo, ampak bistveno manj. Drugi po Sloveniji pa ne delajo. Nimajo koncesije. Poleg zahtevnega in odgovornega dela na področju kirurgije ste tudi, kot sem vas že prej predstavil, vrhunski in odličen športnik, plavalec, tekač, kolesar, kot rečemo. In kot že prej pravim, vse te vaše danosti pa svoje športne stvari ste povezani, ste tudi zdaj v tem trenutku vrhunski triatlonec, ampak sočasno, rekel, k temu lahko rečemo, šport tudi na nek način je tisti, ki ga redno koristijo rekreativno ali karkoli, rekel, tudi na nek način lajša to, v povprečju niso predebeli, skratka, tudi na debelost zelo vpliva ta aktivnost, če bi tako vzel. Sigurno. Samo, spet, če vzamemo bolezensko debelost, je že prepozno. Tam z raznimi metodami, pa ne vem kakšnim športom ne bomo uspeli. Debeli ne bom mogel se veliko s športom ukvarjati. In tudi učinki samega športa so premali za hudo bolezen, ki je razvita. To je namreč bolezen in to huda bolezen. Smisel je v preventivi, oziroma začeti čim prej.
takrat pa še debelost ni tisti problem, ki bi te oviril pri tvoji dejavnosti, ker vedeti je treba, da že tudi če imaš idealne pogoje, leteti ni fajn, je pač dolgocajtno, je utrujajoče, je bolj to, da moraš nekaj narediti, fajn je pol sicer, ko je dober rezultat, zato nekako tudi vztrajamo. Če pa te še poleg vsega tega, da pač preprosto ni fajn, moti še kak kilogram preveč, je pa to zoprno. In v preventivi jaz mislim, takrat je možno pričakovati dobre rezultate, tudi kar se teže pa zdravja tiče, medtem ko siliti bolanega ali debelega, pa seveda ni smiselno. Ja, no, ampak to, kar tako mimogrede, kar nekaj sem takšnih srečal, ki se pravi, sem pretirano treniral, pa sem se redil. Je to napačen pristop ali pri utrujenosti potem pa zahteva telesa po višjem vnosu hrane ali karkoli. Zdaj bom malo špekuliral. Ja. Velikokrat je tako, da gremo za 1 uro na tenis, pa 2 pira spijemo. To je kalorij več vnesu sam s tem pirom, kakor jih je izgubil z tenisom. Skratka, če pa ostaneš kot resen rekreativc v tem rekreativnem ritmu, živiš na ta način, kot rekreativc naj bi živel, potem pa je avtomatsko vnos prvič tiste hrane, ko je najboljša za tek ali pa za rekreacijo, ima seveda prednost pred slabšo hrano in pa seveda poskrbel boš, da boš imel vse ostale pogoje, ki omogočajo neko rekreacijo. Vi kot vrhunski kirurg, pa tudi vrhunski športnik, tako vas se jaz vidim s svojimi očmi, sočasno, prej smo rekla, zdravnik biti ni samo poklic, je tudi poslanstvo, športnik, dober, vrhunski rekreativc biti tudi ne nastane kar tako zaradi talenta, ampak je treba ogromno v to vlagati. Skratka, oboje to vam je uspelo, pa lahko malo predstavite, kako bi rekel, tudi časovne te dimenzije, ki so potrebne, skratka, poklic, ta vrhunski del športa, kako vam je uspelo? To dejansko občudovanje je vredno, pa lahko je na to temo. Ja, čas še sam ne vem, kako mi je uspelo, ker je uskladiti vse kar težko. Ampak jaz nekako prisegam na uporabno rekreacijo, kjer se le da, bom združil prijetno s koristnim, oziroma rečemo, tam, kjer se da, ne bom šel z avtom, bom tekel. Seveda so me na začetku malo čudno gledali, že ko sem v trenerki pretekel v trgovino, je bilo pol stoletja nazaj to pol stoletja nazaj, kar skoraj nezaslišano, ne, se že za trgovino moraš preobleči. No, danes je to popolnoma drugače, vsaj kar se obleke tiče. Še vedno pa imajo, ne vem, v službah takih razmer, kot jih sreči sem imel jaz, ko sem lahko v službo preletel, se tam stuširal in svež, ko nisem rabil kave, da se prebudim, šel delati. Tudi ko smo šli na morje, je šla žena z otroci z avtom, jaz sem šel pa s kolesom. Pa nismo veliko zgubili na času, tako ko bi, če bi se cel dan podil sam. Triatlon je tista zadnja vaša disciplina, ampak v mladosti ste bil tudi poznan kot dober plavalec, skratka pri Fužinarju. Tudi tam ste imel odmevne rezultate, skratka. Ampak da ne bi zdaj zašla v vsa ta področja posamezne panoge, ker itak triatlon je tista krovna disciplina, ki združuje vse te, bi rekel, moraš biti dober plavalec, kolesar, tekač, skratka. Potem nekatere panoge so pa povezane še, tudi z veslanjem ali pa ne vem, ali je tu še zmeraj triatlon tudi? Ja, rečemo, ampak to ni pravi triatlon. Triatlon je le plavanje, kolesarjenje in tek. Ja, kar težko je vse te 3 discipline združiti. No, jaz sem bil plavalec v mladosti in to je moj velik kapital. Vodo imam zelo rad in še vedno veliko plavam.
čeprav relativno treniram manj plavanja, kakor tek ali kolo, je pač predvsem treba zrno na zrno, po malem, kamen na kamen, graditi rezultat. Ta rezultat se ne natrenira, jaz pravim, bolj se ga zgradi, ker je tu le treba delati z glavo in pridno in sistematično in pol pride do rezultata. No, ravno to, havajski triatlon, to je tisti, bi rekel, krona ali nek prisežek, skratka, to je tisti, ki se ga udeleži, že sam po sebi jasno, da je dosegel neke visoke nivoje svoje pripravljenosti, pa se je mogel dokazati, to je verjetno tudi neka vstopnica, saj se ne moš kar tek prijaviti, pa reči, da bom pa šel tja. Ja, tu so kvalifikacije, po svetu je nekaj takih tekm, kjer se lahko kvalificiraš, v kategorijah nad 50 let, po 5 let so kategorije, čez vsa leta pač, no, tudi, ampak v tistih kategorijah po 50 se na eni tekmi moraš biti pač prvi, ni več mest, praviloma ni več mest, tako da je še kar tudi stresno, tam ti ne sme zdrkniti, kar pa vemo, z enim gumidefektom se lahko stvari spremenijo, z enim krčom je lahko vse drugače in ja. In taj nazadnje ste bil tudi nekje v Barceloni, ja, pa bi morda tu predstavil. Za ta Ironman, ki me bo drugo leto čakal na Havajih, kjer je vedno svetovno prvenstvo, tudi profesionalcev, in izbranih je 2500 udeležencev. Za ta Ironman sem se kvalificiral ravno dan pred referendumom za odcepitev Katalonije v Barceloni. Je bilo kar tak in drugače napeto. Smo čakali, kaj se bo zgodilo. Najprej sem mislil, da bo Ironman sploh odpovedan, pa so ga prestavili za en dan pred sam referendum, no in so ga le speljali. Pa zdaj, vedel ste, da greste na te kvalifikacije. Je to zdaj posebne priprave? Seveda se morate pripraviti tekova za vsako vrhunsko tekmo. So neke posebne priprave, to kaj več kolesarjenja, več plavanja, skratka, način prehranjevanja v tistem obdobju, skratka, je tu kakšna posebnost? Ja, seveda, na prehrano je treba paziti. Tista težka, močna hrana seveda ni najprimernejša za rekreativca, za športnika, tudi na splošno za človeka. Prav je, če lahko ješ ta pravo hrano. To so pač seveda sadje, zelenjava, polnozrnate žitarice in podobno. Mesa, pač z mesom se ni treba basati. Če pa že, pa take vrste mesa, ko so manj problematične, kot je na primer riba, kura, zajc, ali kaj se nekaj takega. No, seveda, kar resno se je treba pripravljati. Jaz se rad pripravim pedantno, rad naštudiram progo in zato sem tudi šel v Barcelono spomladi z prijateljem, oziroma kar dva sta bila. Eden je bil na prvem delu priprav z mano, drugi na drugem. In smo dobro natrenirali progo in spoznali se s terenom, kar se mi je tudi pol, mislim, da obrestovalo. Ja, nekateri pri tem prihranjevanju prisegajo na oglikove hidrate, pa so to zdaj tisti špageti, pa makaroni, pa ne vem kaj, koliko je na tem, je to tista prava pot? Ja, to je kar ta pravo gorivo za telo, za mišice, pač nekatere stvari grejo lažje do svojega cilja in tam dajo energijo, nekatere stvari grejo pa skozi dolg proces prebavljanja, presnavljanja in so šele pol na razpolago kot ali gradbeni element za tisto celico, ko bo dajala energijo, ali kot kurivo. No, špageti, recimo konkretno, so kar v redu stvar, so kar ta pravo gorivo. In ogljikovi hidrati kot taki, samo tistih dolgih verig, tisti so pravi. To se pravi, ne beli sladkor, ki je
zelo hitro da energijo oziroma dvigne sladkor v krvi in tudi zelo hitro pade. To za en šport, ki malo traja, pač ni. Tule zdaj smo še pri tem, prej ste omenil krči. Zdaj seveda, rekel, prava umetnost je ravno v tem, vsak trening, zahtevni trening pomeni po treningu, pač čutiš utrujenost. Kako je s to rehabilitacijo, skratka pripravljenost, ampak tu gre zdaj kar za 3 discipline, ena za drugo, skratka, to jasno, po ekstremnem naporu so lahko krči, kar ste že omenili. Potem problem je z dehidriranostjo, skratka, kako hidrira telo, skratka, pa to je verjetno že prava znanost nastala, skratka, ljudje na tem, kar vidiš koga, ki se trenira, potem pa ima težave, kar izpade, skratka, to se pri vas ne sme zgoditi. Ne, seveda ne. No, krči seveda nastajajo iz različnih razlogov, ne, saj dehidracija pa minerali so tu problem, ampak še vedno so najboljša stvar proti krčem pač dobri treningi, ki človeka spravijo na spodoben nivo in potem pravilen štart z pravilnim tempom, z pravilno razporeditvijo moči, ker ko ti energije zmanjka, takrat praviloma nastajajo krči. Zaradi pomanjkanja energije je večina krčev. Saj je res, da takrat je tudi premalo določenih mineralov, da je premalo sladkorja, premalo goriva v celicah, da je dehidracija lahko problem. Vse to je treba popraviti, ampak še vedno največ je treba narediti na tem, da boš dobro pripravljen in tisti tempo imel, ki si ga sposoben držati in lepo razporediš sile po celi dolžini. Danes smo priča, rekel, ponudba v raznih teh drogerijah, pa teh športnih trgovinah, te ponujajo razne učinkovine, ki bi naj izboljšale tako hidracijo, kot vse te, pa so tudi kakšne pasti v tem. Seveda, ne. To ni osnovna hrana, to je sicer že industrijsko pripravljeno, tako bi rekel, na pol prebavljeno gorivo, da ti pomaga, da telo ne toliko samo dela, pripravlja hrano, ampak je že vnaprej pripravljeno gorivo. To so dovoljeni preparati, če govorimo o tistih, ki jih dobimo v takih športnih trgovinah. Ampak to ni osnovna hrana. Ne. Še vedno, za mene osebno je recimo osnovno gorivo, sladek mošt, ki si ga naredim, ga dam v sod pod pritisk ali se skuha, ali ga dam tudi v zmrzovalniku v plastenkah, potem pa ščepec soli noter in to imam najrajš. Ali pa sem si sprešil letos grozdje, pa ga imam kak sod in pod pritiskom sladkega, ne, in tam še vedno je to, bi rekel, not hrana, ki nadomesti vse te pripravke, ki jih lahko dobim, skoraj vse te pripravke, ki jih lahko dobim v trgovini. Seveda pa za prav vrhunske mora imeti res najbolj specialno gorivo, najbolj čisto gorivo, ki pa je treba priznati, da ga je težje dobiti v vsakodnevni prehrani, kot s police, kjer to industrija že vnaprej naredi. Ja, ker to, kar ste zdaj rekel, tudi tale fruktoza, pa to v prevelikih količinah pride v svoje nasprotje. Ja, tudi vse, kar je v prevelikih količinah, je narobe, ja. Sigurno, da. Predvsem pa, recimo, imamo sredstva za boljšo obnovo, da se z raznimi sredstvi da hitreje spočiti. Svarim pred preveliko hitrostjo tega obnavljanja. Telo rabi svoj čas, ker drugače bojo pa nastale težave s sklepi, pa s kitami, pa z mišicami in teh športnih poškodb je s časoma toliko, da tudi prekinejo kariero športnika. In to je škoda, da se bi z eno rekreacijo pol moral nehati ukvarjati, zaradi tega, ker je bil vedno preveč v formi in preveč tero svoje telo. Pustiti telesu, da se
samo obnovi, je v bistvu najboljše. No. Včasih si pač zaradi nekega rezultata prisiljen v hitrejše obnavljanje in si tudi pomagaš s kakimi takimi preparati. Je pa tu past. Sem zasledil v zadnjem obdobju nekje en komentar, pravi, da rekreativni šport je dosegel takšen nivo, da je čist primerljiv že s profesionalnim športom. Skratka, da tu nekateri tisti vrhunski rekreativci, skratka, ni razlike skoraj, ne zdaj s tistimi najbolj, ampak skratka to pomeni, da rekreativci ogromno vlagate, skratka, dosežek iti na havajski Ironman je to seveda, rekel, stvar, ko reče jekleni, ne, skratka, je v tej prispodobi veliko resnice. Je, kar se resnosti pristopa tiče, je sigurno amater podoben profesionalcu. Razlika je le v tem, to vidim zdaj, ko sem par mesecev v penziji, da prej je bilo delo najprej, pa pol trening. A profesionalc ali pa penzionist si pa lahko privošči najprej trening. In ko se zbudim, grem najprej opraviti tisto nekaj miganja in pol šele kaj postorimo okrog hiše in tako. Skratka, če bi tako vzel, zdaj vam prihaja, da lahko razporejate svoj delovni dan, pa ga pričnete z športom, če sem prav razumel. Točno to. In dokler bom imel moči, bo to moj veliki užitek, skoraj ni večjega. Skratka, super, sočasno je treba seveda pa tudi ugotoviti, da niste popolnoma izpregli svoje stroke. Ja, tu še ne, moram še malo pomagati, ta mladi še prihajajo, treba jim je še stati ob strani in malo jim še pomagam, ja. Ko tu spremljate tako te naše športne dosežke, no, če še malo pri športu ostanemo, tule s Koroške, vsi imamo kar nekaj odmevnih rezultatov, kako plavalcev, odbojkarjev, skratka ne več v klubu, ampak na nivoju reprezentance. Pa tu po svoje kaže, da ta Koroška ali pa Ravne je utkana z nekim športom in da kar vzgaja ene dobre športnike, skratka. Kako to vi ocenjujete? Od nekdaj smo na Ravnah oziroma na Koroškem sploh imeli to srečo, da je bil posluh za šport. Recimo samo, če pomislim, da smo 10 let pred Ljubljano imeli zimski bazen. To je razen tistega na Difu, ko je bil 12,5 metrov in na Iliri, ko je bil 11,7 ali nekaj takega, da si mogel 7-krat preplavati, pa je bilo 100 metrov. Ampak 25-metrski bazen smo imeli za Kranjem leta 1965, pred Ljubljano 10 let, 75 ga je šele v Tivoliju nastal bazen. In podobno pri drugih športih in športnih objektih razumevanje je bilo, ljudje smo bili ta pravi, trdi, odločni, vztrajni, že od nekdaj. Jaz upam, da bo tako samo naprej, ker šport definitivno prinaša koristi. To je ne samo na pač čvrstosti, zdravju, tudi volja do dela in psihično ugodno vpliva šport na ljudi. Ste član tudi Ravenskega triatlonskega kluba, če imam prav podatek. In seveda, kako ta klub je prirastek, se širi, je vse več tistih, ker tudi triatlon v Ravnah je zaživel. Nekaj smo že imeli, ker 1, 2, 3 triatlone, ki so se tu dogodili. Skratka, gre tudi v Ravnah ta panoga v širino ali kako? Ja, triatlon se razvija. Nam manjka še samo eno jezero. Jaz upam, da bo Ivarško jezero spet postalo eno tako jezero, ko je nekoč bilo, in tam že imamo še boljše pogoje za nadaljnji razvoj triatlona, recimo. Skratka, triatlon je tista prava usmeritev. Ljudje se bodo, seveda združevali tiste svoje sposobnosti, pa ta spoznanja zorijo, zmeraj več je tistega osveščenosti, da je šport tisto mašilo za razne stvari, skratka,
nas dela, kot ste že sam rekel, bolj prodorne, bolj samozavestne, pa še kaj, ali skratka. Vi pa kot zdravnik, kirurg, lahko svoje izkušnje tudi po tej medicinski plati, kaj vnašate v sam ta del, skratka, da vaši nasveti so dragoceni, tako po eni in po drugi strani imate kakšno funkcijo v tem klubu. Ne, pravzaprav ne. Dejansko zaradi pomanjkanja časa se nimam možnosti kam več vključevati. Sem konzultant občasni, pogledam koga, komu kaj, ko ima kakšne težave in tako, drugače pa prav funkcije pa nimam. Ob koncu najinega pogovora, tako čas hitro teče, bi seveda vam zaželel še veliko teh športnih užitkov, dobrih rezultatov, tistih, ki izpolnitev tistih ciljev, ki si jih zastavite, skratka, pa tudi seveda to poslanstvo zdravnika, kirurga, seveda pričakujemo, pa vam želimo, da tudi na tem področju še naredite dobra dela. Spoštovane gledalke in gledalci, tu je bil Brane Breznikar, doktor medicine, kirurg, vrhunski športnik. Še enkrat hvala njemu za zanimive, izčrpne odgovore. Vam pa hvala za pozornost in nasvidenje. Hvala za povabilo. Nasvidenje.